Če bi vaš otrok imel isti izziv ali pa podoben izziv, kot ga imate vi, kaj bi mu svetovali? Moje ime je Aleksander in ta nasvet ali pa to coaching vprašanje danes je predvsem za tiste, ki želite drugim boljše ali pa želite drugim več, kot želite sebi. In največkrat se to zgodi, da nasvet, ki bi ga dali otroku, sami ne poslušamo ali pa sami temu nasvetu ne sledimo. Recimo, da ste zdaj pred dilemo, kaj sprejeti za eno odločitev. In če bi v tej dilemi, v kateri ste sedaj, svetovali otroku drugače, kot se vi odločate, je moje vprašanje, kako to, da nekomu, ki ga imate radi, privoščite ali pa želite ali pa svetujete več, boljše, drugače, kot pa osebi, ki bi jo morali imeti najbolj radi od vseh. Današnje coaching vprašanje je namenjeno, da se ta emocionalna navezanost, ta čustvena povezava, ki postane kar naenkrat mogoče nekoliko manj močna, ko nasvet, ki bi ga dali otroku, za tiste, ki ga imate, za tiste, ki imate otroke, je seveda se lažje vživeti v situacijo, za tiste, ki nimate, si pa predstavljate, da bi imeli otroke in ta nasvet, ki bi ga dali, bi rad, da premislite in udejanjite tudi v svojem življenju. Če za svoje otroke želite najboljše, je pomembno, da tudi za sebe želite najboljše. Kajti tudi vi ste vredni, si zaslužite. Če bi bil vaš nasvet, na primer, otroku naj neha kaditi, bi morali ta isti nasvet tudi sami poslušati. Če bi bil vaš nasvet otroku, nekomu, ki ga imate radi, postavi se zase, ti si najbolj važna oseba na tem planetu, je pomembno, da temu nasvetu tudi vi sami sledite. Če bi bil vaš nasvet otroku, nekomu, ki ga imate radi, bodi srečna, uživaj življenje, sledi svojemu srcu, delaj to, kar te veseli, imej se rada, imej se rad, daj vse od sebe, pokaži svetu, kdo si v resnici. Če bi to bil vaš nasvet otroku, ne bi bil dober trenutek zdaj, da bi tudi vi sami ta nasvet upoštevali. Namreč, to je vaše življenje. To je priložnost, v kateri v resnici ste v tem trenutku, zdaj, da naredite transformacijo, spremembo, preboj v razmišljanju. Da date najprej sebi masko in šele potem date sopotnikom. Da najprej sebi date ljubezen in potem date to še ostalim. Da vse, kar bi svetovali, želeli nekomu, ki ga imate radi, svetujte in želite tudi sami sebi. Bodite zdravi, bodite pozitivni in hvaležen bom za vaše povratne informacije, hvaležen bom za vaše komentarje, za vaše všečke, za to, da mi pomagate, da to coaching vprašanje sliši, vidi več ljudi. Kliknite na všeček, kliknite na share, delite, komentirajte, pomagajte mi, da s tem in s to vašo pomočjo več ljudi podobno razmišlja, da bi več ljudi pomislilo na situacijo, v kateri so in se vprašalo, kaj bi jaz rekla mojemu otroku, kaj bi jaz svetoval nekomu, ki ga imam rad, kaj bi mu rekel? Kaj bi rekel? Bi rekel, začni znova, bi rekel, naredi to, kar v srcu čutiš, da je najbolj pomembno zate, bi rekla, naredi to, kar veš, da je prav.
ti sam, ti sama najboljši veš, kaj je prav zate. Upam, da se s tem strinjate, in če se strinjate, kliknite na like, všečkajte. Jaz mislim, da se vidimo že kmalu na naslednjem coaching vprašanju in napišite mi tudi, kako se vam zdijo ta coaching vprašanja. Napišite mi, ali vidite neko vrednost oziroma ali vidite neko koristno vsebino za vas, kajti s tem, ko dobim vašo povratno informacijo, dobim tudi sam motivacijo in moč in spodbudo za to, da znova in znova razmišljam, znova in znova prebiram, znova in znova iščem, raziskujem, znova in znova dobivam coaching vprašanja, s katerimi pomagam. Tisti, ki ste moji coachi, veste, da boste ta vprašanja lahko dali znotraj coaching procesa. Tisti, ki še niste moji coachi in razmišljate, da se boste prijavili sedaj ali pa morda spomladi, ko mi štartamo coaching program, vas seveda vabim, da ta coaching vprašanja umestite znotraj svojih coaching razgovorov, svoje coaching komunikacije. Danes kot coachi, coachinje, imate neverjetno priložnost, da orodja coachinga uporabljate pri vzgoji otrok, da uporabljate ta coaching orodja pri partnerskem odnosu, v službi, v prodaji, v katerikoli interakciji z živim bitjem. Danes dober sogovornik je v resnici dober coach. Zato izkoristite vsa ta coaching vprašanja, ki jih dobivate, dajte mi povratne informacije, kakšne se vam zdijo, delite, komentirajte, všečkajte, še posebej tista vprašanja oziroma tisto vprašanje, ki se vas najbolj dotakne. Hvala, ker ste, še naprej veliko dobrega in veliko zdravja vam želim.